Pozdravljeni, sem Darko Galič, disponent transportnega podjetja Nomos. Na kratko bi vam rad predstavil nekaj o tem poklicu. Kdo je disponent? Disponent je oseba, ki organizira prevoz različnega tovora, komunicira z naročnikom prevoza in izvajalcem prevoza. Delo disponenta ni nikoli dolgočasno, ampak je vedno v akciji ali pripravljenosti na akcijo. Zadnje čase se srečujemo, da delodajalci radi iščejo dobre disponente. Res je. Dober disponent mora biti komunikativen, dosleden, iznajdljiv in pa seveda predvsem umirjen, kadarkoli prihaja do različnih nepotrebnih težav. Naj še dodam, da delo disponenta lahko uspešno opravljajo moški in ženske. Kako poteka delovni dan disponenta? Delovni dan disponenta poteka tako, da se s pregledom e-mail pošte pregleda vsa pošta, s pregledom sklenjenih pogodb, načrtovanje poteka dela, nadaljuje se s telefonsko komunikacijo z strankami in vozniki, ureja se prevozno dokumentacijo in pa prodaja se prevoze na objavljenih borzah za določena tovorna vozila. Če smo že pri borzah, bi omenil še to, da na teh borzah je možno tudi zaslediti prevoze nazaj proti Sloveniji, ne? Se pravi, da potem tako rekoč iščemo za naše prazne kamione na določenem evropskem terenu ali izven nje blago, ki se lahko tovorno vozilo vrne v svojo matično državo. Živimo v času, ko nam tehnologija omogoča komunikacijo z mobiteli, računalniki in z dodatnimi programi, s fotografijami in e-mail pošto. Poznamo več programov in ti programi so naravnani tako, da disponent v vsakem primeru vidi vozilo, ali se premika ali stoji. Stranki, če je nujno potrebno, tudi sporoča, kje se vozilo nahaja in kdaj predvidoma naj bi prispelo tudi na cilj. Ta komunikativni program za voznika je namenjen predvsem vozniku, ne, in sprejema naročila o tovoru ali raztovarjanju. Zlato pravilo je, kadarkoli voznik naloži blago, je dolžan sporočiti, koliko blaga je naložil, obvezno pa je potrebno preveriti težo blaga in če se omejene količine ujemajo, se količini naročila na dokumentu, to pomeni računu ali dobavnici. Žal v praksi prihaja do pomanjkljive komunikacije z voznikom, ki se dogaja žal skoraj vsak dan. Večinoma vozniku ne poda prave informacije, se pravi, kako je naloženo, koliko prostora je ostalo. In to je primer, ki večinoma povezan vedno z stroški in z gorivom, cestnino in čas vožnje. Takšen problem mora disponent razrešiti skoraj vsak dan. Žal, velikokrat prihaja tudi do odstopanja količine in vsebine tovora med naročnikom in skladiščem. Kaj in koliko se natovori, raztovori. Takrat je potrebno takoj nujno sporočiti pravo količino in vsebino. Tale program je borza Timocom. To pomeni, da lahko naročamo prevoz iz Timocoma in sklepamo prevozne posle. Urejamo skladiščenje in najdemo najbolj ustrezne poti na stroške in še kaj. Kakšne sposobnosti naj razvijajo dijaki in dijakinje, ki želijo postati disponenti? Dijaki naj razvijajo pisno in ustno poslovno komunikacijo. Dijaki naj se znajo sporazumevati v tujem jeziku, ker je ta še kako potrebna. Naj razvijajo doslednost pri delu, naj bojo iznajdljivi pri delu in naj bodo umirjeni, ko prihaja do različnih nepotrebnih težav. Naj se znajo soočiti z nekaterimi stresnimi situacijami pri organiziranju prevozov, ne smejo se ustrašiti in takoj umakniti iz tega dela, ampak naučiti reševati težave umirjeno. Z izkušnjami lahko povem, da se da marsikaj rešiti, ne. In še nekaj, naj bodo pripravljeni delati tudi ob vikendih, praznikih, kakor nekateri drugi poklici, na primer medicinske sestre, reševalci, gasilci in policisti. Na koncu se zahvaljujem Srednji prometni šoli Maribor, da ste me povabili. Naj za vaše namene povem, kaj o poklicu disponenta, ki ga opravljam sam. Pa srečno. Lepo pozdravljeni, sem Zlatko Šehovič, učitelj podjetništva na Srednji prometni šoli Maribor.
Zahvaljujem se disponentu Darku Galiču, da je sprejel povabilo in za našo šolo predstavil poklic disponenta.